V nedeljo 6. septembra so se v Budnarjevi muzejski hiši v Zgornjih Palovčah nad Kamnikom začeli 39. dnevi narodnih noš. Več nam je o dogajanju povedala dr. Andreja Eržen, direktorica Agencije za razvoj turizma in podjetništva Kamnik. Začeli so se 39. dnevi narodnih noš. Bi nam predstavili dogajanje danes v Budnarjevi domačiji? Ja, kot ste že rekli, začeli smo z današnjim dnem, s tradicionalnimi 39 dnevi narodnih noš, in sicer danes s predstavitvijo knjige dr. Bojana Knifica Ko nošo se odenem, potem z odprtjem razstave Ona v noši, fotografa Kamničana Primoža Hinga, in pa nekako s uradno predstavitvijo naših novih noš, to se pravi noš, ki jih je skreiral Bojan Knific, naredila Mojca Berce iz Selc, noš, ki jih bomo sedaj nosili člani odbora, ki je pripravljal to prireditev. No, in potem zdaj se bo po celem tednu zvrstilo še kar nekaj prireditev, z vrhuncem sedaj potem v petek, soboto in nedeljo tradicionalni 39 dnevi narodnih noš. Pa pripravljate kaj posebnega za letošnje leto? Ja, začeli smo v bistvu že pred enim tednom z novostjo, imeli smo sejem oziroma boljši sejem noš, kjer so ljudje lahko zamenjali svojo staro nošo oziroma kupili kakšen del, ki jim je še manjkal. Bo pa letošnji program izredno pester, kajti v nedeljskem dopoldnevu bomo gostili številne skupine iz tujine. Letos imamo nekaj egzotike, in sicer iz Gane, Škotska, Latvija, Bolgarija in glasbeniki iz Irana, tako da smo naš program kar precej tudi vsebinsko razširili in mislim, da bo to kar pestre noše, da bodo letos. Sočasno pa je potekala otvoritev fotografske razstave Primoža Hinga Ona v noši. Torej, približujejo se dnevi narodnih noš, vsakoletna kamniška največja turistična, zdaj tudi folklorna prireditev in celo festival oblačilne dediščine dodajajo organizatorji prvič v letošnjem letu. No, ker sem s fotografskim aparatom od leta 2004 pa do lanskega leta zvesto spremljal te povorke in druge prireditve ob dnevih narodnih noš, se je za letošnje leto, za to razstavo v Budnarjevi muzejski hiši, porodila ideja, da izmed kopice materijala izberem tiste najlepše in tako je ta razstava tudi nastala. Dr. Bojan Knific, samostojni svetovalec za folklorno dejavnost, nam je predstavil knjigo Ko v nošo se odenem. Ja, knjiga ima naslov Ko v nošo se odenem. Ta naslov nosi zaradi dveh stvari. Prvi je ta, ker knjiga obravnava razvoj tako imenovanih narodnih noš in hkrati ta naslov ponazarja tudi, da gre za obravnavo oblačenja narodno-zabavnih ansamblov, kajti naslov je povzet po narodno-zabavni skladbi, ki jo je napisal Ivan Sivec in ki jo je pesem je prepeval Oto Pestner, Ko v nošo se odenem. Sicer pa knjiga je razdeljena na več poglavij, obravnava vprašanja terminologije v zvezi z oblekami, nošami, oblačilnim videzom, oblačilno kulturo, kaj je oblačilna dediščina in podobne stvari. V drugem delu prinaša ta spoznanja o razvoju tako imenovanih narodnih noš, obravnavati začetke v sredi 19. stoletja pa do druge svetovne vojne. V tretjem, obsežnejšem delu pa govori o oblačenju narodno-zabavnih ansamblov. Bi nam predstavili tradicionalno kamniško nošo? V splošnem se je zlasti v Kamniku razvila ta različica z avbo. Deloma se pojavlja tudi peča, zavijača pa res izjemoma. Ženske nosijo krila z modrcem, v teh meščanskih okoljih krojena iz svilenega blaga, široko krojene predpasnike, vratne rute, pa nekatere dodatke. Moške pa zaznamuje, tako kot sicer na tem alpskem oblačilnem območju, nošenje škornjev, visokih škornjev, nošenje ihrastih hlač, belih srajc, navadno žametnih telovnikov, pa različnih klobukov. Za KTV Erika Borstner.